V improvizaciji rečemo, da se navadiš fejlanja, to se pravi neuspeha. Dostikrat jih vprašam, kako so prišli do odgovora. Me včasih kar presenetijo s svojim razmišljanjem, s svojimi življenjskimi izkušnjami. Janja Garnbret, Goran Dragić, Siddharta, Joker Out, skratka neko voščilo. Zelo zanimivo je slišati tudi njihove spomine na to oddajo, ker so bolj ali manj vsi gledali. Dobrodošli v Metru minutkah, tokrat je z nami voditelj priljubljenega mladinskega kviza Male sive celice Juš Milčinski. Juš, pozdravljen. Živijo, lep pozdrav. Vi ste ljubitelj komedije in improvizacije, kalili ste se v šolski improligi in kasneje v improligi. Od tam pravzaprav izhaja več danes medijsko prepoznavnih imen, tudi z nacionalne televizije. Pa me zanima, ker ste nekje omenili, da ljudje pravzaprav ne ločijo med samo improvizacijo in med stand-up komedijo, pa me zanima, kaj točno je improvizacija? Improvizacija, to se pravi, improvizacija sama po sebi definicija je narediti nekaj brez načrta. Ne? Tako da že ta definicija SSKJ je mogoče ima negativno konotacijo. Mi jo hočemo spremeniti v nekaj pozitivnega, kar pomeni, da v bistvu gledališka improvizacija na odru pomeni to, da v bistvu nimamo naprej pripravljenega scenarija. Ponovadi so pripravljene neke strukture, a bomo zdaj igrali neke kratke prizore, ki jim mi rečemo igre, ali bomo naredili recimo celovečerno predstavo, ki bo popolnoma improvizirana, ampak samo besedilo, vsebina je pa prepuščena navdihu igralcev, improvizatorjev v tistem trenutku in seveda, kar je nujno, v sodelovanju z drugimi improvizatorji, ki so tudi z njimi na odru. In tukaj je tudi bistvena razlika s stand-upom. Stand-up je pripravljen vnaprej, pa sam si na odru, seveda skupaj s publiko, ne? Medtem ko pri improvizaciji si pa lahko sam, ampak bolj redko. Res je pomembno to, da sodeluješ z drugimi ljudmi na odru in z njimi gradiš neko zgodbo, gledališko igro. In je tudi bolj gledališka forma, kot recimo stand-up. Ker gre za kratke prizore, kako dolgi pa so ti prizori oziroma kako jih strukturirate? Prizori so lahko različno dolgi. Ponavadi začnemo, to se pravi improvizatorji, ki se začnejo ukvarjati šolsko improligo ali pa recimo v okviru kakšnih tečajev za odrasle, ponavadi začnejo s kratkimi igrami, temu rečemo, ki imajo ponavadi neka določena pravila. Ne vem, videli bomo neko televizijsko oddajo, v kateri bomo imeli enega strokovnjaka iz tujine. En improvizator bo predstavljal tega strokovnjaka in bo govoril o džibrišu. To se pravi, bo fintiral, recimo, da govori po švedsko, ne? Ta druga bo pa prevajal in pač rata taka hecna igra. Lahko pa gre za celovečerno predstavo, 45 minut, 1 uro, in tudi obstajajo predstave, ki so tako imenovane monoscene, kjer imamo en prizor, ki je dolg 45 minut pa 1 uro. Tako da improvizacija sama se zelo razvija in išče v bistvu, seveda potegne iz drugih form, ampak tudi sama se razvija in razvija različne strukture. Kako pa so vam veščine, ki ste jih osvojili in razvili pri improvizaciji, pomagale pri vaših drugih dejavnostih, naprimer tudi pri vodenju malih sivih celic? Sigurno zelo veliko. V bistvu že sama narava improvizacije je, da se znajdeš v trenutku, kar seveda pri televiziji, bom rekel, toliko improvizacije ni, ker vsem tam je toliko enih ljudi, ki morajo vedeti, kaj boš ti v naslednjem trenutku naredil, če želijo to posneti, ne. Ampak recimo že pri interakciji z otroki v kvizu improvizacija prav pride, ne? Ker nikoli ne vem, kakšen bo odgovor na drugi strani. Lahko bo hecen, lahko bo resen, lahko bo totalno pravilen, lahko pa bo tudi nekaj napačnega, se moraš lahko in se pač tam skušaš znajti. Je pa tudi to, ne, da v bistvu skozi tečaj improvizacije ali pa skozi učenje improvizacije veliko nastopaš, najprej seveda v zaprti skupini, pol tudi javno, in to definitivno pomaga potem pri kjerkoli drugem javnem nastopu. Tudi pri premagovanju treme najbrž. Tudi. Jaz recimo učim v okviru tečaja za odrasle, v okviru našega teatra Iglu, in tam vidim, da pridejo ljudje, ki imajo recimo veliko treme, pa jim je težko že kakšno prvo akcijo znotraj zaprte skupine, 10 ljudi narediti, ne. Pa se po enem semestru, 2 počasi odprejo in tudi začnejo kakšno javno nastopanje, je potem lažje, ne. Ker v bistvu, če ti znaš nek nastop narediti improviziran, to se pravi čist brez predpriprave, ne, boš verjetno tudi znal potem nekaj z malo več predpriprave narediti, ker te v bistvu izuri
v pač nekih drugih stvareh, kakor če bi samo se vse čas piflal, da bo imel javni nastop, ki bo vse čas pripravljen. Meni se zdelo zanimivo to, kot ste nekje omenili, da se pač te neha biti sram. Navadiš se, oziroma ne neha, ampak se navadiš, da te je sram. Pač... V improvizaciji rečemo, da se navadiš fejlanja, to se pravi neuspeha. Ne? In to se mi zdi v bistvu en ključen ta moment, ki ga vidim pri recimo improvizatorjih, ki se začnejo s tem ukvarjati, ne? Ker smo ves čas v neki taki družbi, kjer je neka napako sem naredil in prenese to stres. Ne? V bistvu v improvizaciji je pa teh neuspehov cel kup, ker pač ni nič vnaprej pripravljen in cel kup prizorov v življenju ti bo propadl, ne? Se pa nekako naučiš s tem živeti oziroma to vzeti kot nekaj dobrega, kot en učni moment. In to se mi zdi v bistvu ful pomembno. Oddaja Male sive celice je na sporedu že 30 let. Kako ste se vi iz mladosti zapomnili to oddajo? Ker sigurno je bila takrat že na sporedu. Ja, je bila. Jaz sem ful užival v tej oddaji, redno sem jo gledal. Pač to je bil en tak del moje mladosti, vikenda, ki pač pogledaš to oddajo, seveda tekmuješ tekmovalci, to se mi zdi, da je en čar kviza, da v bistvu tudi gledalci pred TV ekrani tekmujejo in seveda si mislijo, koliko so dobri, ker je doma mogoče malo lažje odgovarjati, kakor tam. Ja, in sem si v bistvu tudi ves čas želel, da bi nastopil, ampak nekako takrat v tistem času naša šola ni sodelovala, vedno sem pol naslednje leto, ker sem bil že prestar, je sodelovala, pa sem pol lahko, ker sem si pač to želel, sem lahko pol tam nekaj pomagal pri teh pisnih testih, ampak to je pa to, kar sem prišel, kar se tiče tekmovanja. Se pravi, blizu. V mladosti niste bili nikoli v studiu? Ne, nikoli. V oddaji gostite ekipe, ki jih sestavljajo najbolj brihtne osnovnošolske glave. Pa me zanima, ali vas tekmovalci kdaj s svojim znanjem in razgledanjem pustijo tudi odprtih ust? Ja, skoraj vsako oddajo je kakšen tak moment. Zelo so brihtni, zelo hitro znajo razmišljati. Tudi zanimivo. Včasih me z svojim odgovorom, ne z odgovorom na vprašanje, ampak v bistvu dostikrat jih vprašam, kako so prišli do odgovora. In me včasih kar presenetijo s svojim razmišljanjem, svojimi življenjskimi izkušnjami. Marsikaj tudi izvem od njih pred oddajo, pa se z njimi pogovarjam, pa mi razlagajo, zdaj pa jih treniram, ne vem, lucidno sanjanje, pa tako, kaj, prosim. Tako da so res zelo brihtni. Moramo vedeti, ne, da za tekmovanje v Malih sivih celicah je letos prijavilo 326 ekip, v studio jih pride 32, to se pravi 10% jih samo gostimo v studio, ne, kar pomeni, da so to že res krem de la krem, bom rekel, znanja in razmišljanja v naših osnovnih šolah. Zdaj se že dobro zagrizli v novo sezono. Letos je tudi 30. obletnica, oziroma 30 let od začetka ustvarjene oddaje, pa me zanima, ali pripravljate kaj posebnega ob tej priložnosti? Ja, kar nekaj takih zanimivih novosti smo uvedli. Prva je že čisto na začetku oddaje, kjer nam v bistvu voščijo znane osebe. Od Janje Garnbret, Goran Dragič, Siddharta, Joker Out, skratka neko voščilo. Zelo zanimivo je slišati tudi njihove spomine na to oddajo, ker so bolj ali manj vsi gledali in se seveda z lepimi spomini spominjajo te oddaje. Zastavijo potem tudi eno nagradno vprašanje. Potem pa tekom oddaje imamo nekaj teh, bom rekel, nostalgičnih momentov. Najbolj je na koncu, ko imamo v bistvu rubriko Drži, ne drži, ki se pač spomnijo tudi starejši gledalci, ki smo jo pa majčkeno posodobili, in sicer je narejena tako, da sprašujemo tekmovalce, ali bi se lahko neka trditev pojavila pred 30 leti v eni izmed prvih oddaj Male sive celice. No, ne more seveda nam mozgati, a se je to lahko zgodilo pred letom 94 ali ne. Recimo, ne vem, opis simbolov slovenske zastave, to se pravi grb, ki se razteza samo po beli ali modri barvi. A smo mi to že pred letom 94 rekli, da bo tako, ali smo rekli potem, in seveda pa zapišejo N ali D. Tako da je cel kup takih zanimivih, bom rekel, nostalgičnih momentov, da se spominjamo oddaje izpred 30 let. Pa jim gre, glede na to, da še oni takrat niso bili še zdaleč niti rojeni? Ja, dobro jim gre. Predvsem vprašanja, ki so mogoče mečkane, oziroma trditve, ki so predvsem moderne. Recimo eno tako damo,
za tesno doskrat je Janja Garnbret osvojila prvo zlato olimpijsko medaljo, ne? In to jim je seveda jasno, da ni moglo biti leta 94, ker tudi Janja takrat sploh še obstajala ni. Tako da se tega lažje spomnijo. Medtem ko najbolj, bom rekel, triki vprašanja so tiste, ki so pač tiste trditve, ki so se zgodile okoli leta 90. Ne? Te pa mislim, da bi tudi za kakšne starejše predstavljale težave. To bilo zdaj leta 92 ali 96. Je treba malo razmisliti.